Rabite vi dva stola, v besedo. Samo tega rabe. Jaz sem enega rabe, jaz dveh ne rabe. Smiško, ker ste z nekom še. Ne pira se skrbi. Živi nosi narodniki, krvni dočaka dan, tako da sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Darojak prost bo vsak nevrat, leso se pomejak. Darojak prost bo vsak nevrat, leso se pomejak. Leso se Za dober začetek in blagoslov našega dela na začetku tega volilnega zbora članstva pričnemo s križem v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Najprej prisrčno pozdravljam predsednico Nove Slovenije in krščanskih demokratov in poslanko v Državnem zboru Republike Slovenije, gospod Ljudmilo Novak. Srčen pozdrav pa tudi predsedniku seniorju Nove Slovenije, gospodu Jožetu Jurkovič. Prisrčen pozdrav predsedniku Mlade Slovenije, gospodu Federiku Potočniku. Toplo pa pozdravljam tudi predsednike občinskih odborov, ki so se odzvali našemu vabilu. Najprej pozdravim predsednika občinskega odbora NSI Litija, predsednika gospoda Boštjana Sukiča. Opravičili pa so se vodje poslanske skupine Nove Slovenije, predsednik OO-NSI Kamnik, magister Matej Tonin, ki je poslal svojega zastopnika Bogdana Pogača. Opravičila se je tudi predsednica regijskega odbora Ženske zveze Nove Slovenije, gospa Mojca Štosicki. Opravičil se je tudi predsednik občinskega odbora NSI Mengeš, Matevž Bolta. Prisrčno pozdravljam tudi našega bivšega poslanca, gospoda Janeza Vasleta, s soprogo. Pa pozdrav generalni tajnici Mlade Slovenije, gospod Tadejo Šuštar. Seveda pa prisrčen pozdrav tudi vsem vam članom in simpatizerjem, ki ste prišli na ta svečani zbor Nove Slovenije v Domžalah. Pozdrav tudi našim pevcem kvarteta Cvet iz Moravč. Občinski odbor NSI Domžale je na svoji 18. redni seji 20. maja 2016 sklical volilni zbor članstva na podlagi statuta Nove Slovenije krščanske demokracije, sprejetega na 7. rednem kongresu Nove Slovenije na Vranskem 9. novembra 2013. Odpiram zbor članstva Nove Slovenije krščanski demokrati Domžale in predlagam naslednje delovno predsedstvo. Za delovnega predsednika predlagam Romana Lenasija, za prvega člana delovnega predsedstva gospodično Tadejo Šuštar, za drugega člana delovnega predsednika gospoda Franca Hribarja ter za zapisnikarico gospodično Andrejo Šuštar. Prosim, če je še kakšen predlog oziroma za glasovanje za delovno predsedstvo.
Kdo je za? Je kdo proti? Hvala za glasovanje. Prosim, da delovno predsedstvo zasede svoje mesta in prične z delom. Želim vam uspešno delo. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Zahvaljujem se za zaupanje, ki ste ga nam izkazali. Pridružujem se vsem pozdravom, ki jih je že pozdravil gospod predsednik Pregrin Stegna. Za to, da bomo lahko začeli, bomo najprej sprejeli dnevni red. Z vabilom ste dobili dnevni red v 10 točkah. Ali ima kdo mogoče kakšen dodatni predlog? Če ne, bi dal dnevni red, tako kot je v vabilu na glasovanje. Kdo je za? Kdo proti? Ugotavljam, da je dnevni red soglasno sprejet. In gremo k tretji točki, to je sprejem poslovnika zbora članstva. Pač za nemoten potek volilnega zbora je pač potrebno, da imamo poslovnik. Na mizah imate pred seboj nekaj izvodov tega poslovnika. Mogoče bi samo glavne stvari iz tega poslovnika poudaril. Zbor sestavljajo vsi člani Nove Slovenije, ki imajo stalno bivališče v občini Domžale. Zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot 20% članov. Potem v poslovniku so določene delovna telesa, to je verifikacijska komisija, volilna komisija, pa varovatelji zapisnika. Ker je letošnji zbor volilni, je pač tudi definirano, kako je z volitvami. Mogoče ne tukaj povem, da volitve so javne, razen če zahteva 10% članstva tajne volitve. Normalno so volitve javne. Tako da to bi bile mogoče glavne točke. Še to je mogoče pomembno, da je predvideno, da poslovniku, da ima naš občinski odbor 10 članov. Zdaj bi dal ta poslovnik v razpravo, če ima kdo kakšno pripombo na poslovnik. Če ni pripomb, potem bi dal poslovnik zbora članstva na glasovanje. Kdo je za ta poslovnik? Je kdo proti? Ugotavljam, da je poslovnik soglasno sprejet. Zdaj bi pa šli najprej na izvolitev delovnih teles, in sicer najprej verifikacijske komisije. Predlagam verifikacijsko komisijo v naslednji sestavi. Predsednica gospa Alojza Javoršek, članica gospod Marija Šuštar in pa član gospod Janez Limbe. Ima kdo kakšen dodatni predlog? Če ne, predlagam, da verifikacijsko komisijo potrdimo. Kdo je za? Hvala lepa. Zato, da bomo zdaj lahko pravno veljavno sklepali, bi prosil predsednico verifikacijske komisije, da poročilo o prisotnosti članov. Od 156 prisotnih, naših članov v našem tem občinskem odboru Domžale je prisotnih 35 oseb. Ja, ugotavljam, da je, se pravi, dovolj bilo 31, ugotavljam, da je naš zbor sklepčen in lahko veljavno sklepa. Potem imamo še dve delovni telesi, in sicer najprej še volilno komisijo. Za volilno komisijo predlagam predsednico Bredo Koka Limbek, člana gospoda Vinka Okršlarja in pa člana gospoda Gašperja Ložarja. Imamo kdo kakšno pripombo, če ne bi kar predlagal, da glasujemo, kdo je za. Hvala lepa. Verifikacijska komisija soglasno potrjena. In pa še potrebujemo dva overavatelja zapisnika. Za overavatelja zapisnika predlagam Janeza Kozeka in pa Ani Šlibar. Ima kdo kakšno pripombo? Če ne, predlagam, da glasujemo, kdo je za. Tako, hvala lepa, soglasno sprejeto. No, tako, zdaj smo
bi rekel, zaključili ta vodni formalni del. Zdaj imamo na razporedu 5. točko in sicer pozdrav gostov. Tukaj zdaj mišljeno te naši predsedniki oziroma zastopniki lahko imajo besedo. Pa bi mogoče prosil Boštjana Subiča, predsednika občinskega odbora Litija, mogoče za kakšno besedo. Lep pozdrav z moje strani, lep pozdrav iz srca Slovenije. Vesel sem, da vidim vas v taki dobri zasedbi. Pri nas, ki smo imeli zbor članstva, nas je bilo večkrat meni, smo bolj v družinskem krogu razpravljali, smo bili pa tudi bolj konstruktivni. Tako da želim vam vse dobro tudi naprej. Hvala lepa. Boš mi prosil predstavnika občinskega odbora Akami, gospod Pogačeve. Hvala za besedo. V mojem imenu lep pozdrav iz Kamniških plani. Prenašam vam pozdrave našega občinskega odbora in našega predsednika Andreja Tonina. Malo ste me presenetili s tako navzočnostjo, sem mislil, da smo mi najmočnejša stranka, najmočnejši odbor v Ljubljanski kotlini, pa se bomo morali če malo potruditi. No. Tako da upam, da boste trezno sklepali, da boste zbrali dobro vodstvo za naslednje volitve in to je to. Uspešno delo. Hvala lepa. Tako, zdaj imamo pa 6. točko, poročila. In najprej na vrsti poročilo predsednika občinskega odbora Nove Slovenije, Domžale, gospoda Peregrina Spenarja, in sicer to je poročilo od zadnjega zbora, to je juni 2015. Hvala za besedo in dobro vsem, ki ste prišli na nocojšnjo srečanje. Vedno rad poudarim, da so taka letna srečanja članstva na občinski, to je lokalni ravni, praznična za nas člane, podobno kot je žegnanje v župniji. Zato bodimo veseli, sproščeni, praznični in predvsem odprti drug za drugega in za informacije, ki jih bomo danes slišali. To je tudi priložnost, da poglobimo naše odnose med seboj in se še z večjim zagonom podamo v nove čase in izzive. Sami vidite, kako se življenje in svet hitro spreminja, lahko rečem zori, saj iz dneva v dan rastejo tudi naše izkušnje in znanje. Nihče ne more uničiti našega prizadevanja za dobro drugih, ker dobro ostane dobro, čeprav ga velikokrat naši konkurenti prikrivajo, da bi se naše delo čim manj videlo. A vendar mi smo tu, da sejemo dobroto, poštenje, delovnost, ljubezen do Slovenije, krščansko demokracijo, znanje, ljubezen do zemlje in narave, ljubezen do vseh ljudi, ki so krona stvarstva. Želimo soustvarjati sedanji čas in pripraviti najboljše, kar nam je mogoče, kar znamo in kar zmoremo, in to je najboljša naložba za prihodnost. Take stvari ne gredo čez noč in zato so potrebni napori, vztrajnost in čas. Ne smemo prepustiti, da drugi usmerjajo naše življenje, ki jim naše vrednote in slovenstvo ne pomenijo toliko kot nam. Želimo, da vsi širimo pozitivne informacije o našem delu med ljudi, da jim povemo, da imamo sposobne in poštene ljudi, ki znajo marsikaj narediti za naš kraj, za našo občino in domovino. Kot vemo, se negativne informacije hitreje širijo, zato moramo še bolj poudarjati pozitivne rezultate našega dela. Kdaj pa kdaj se ujamemo v kak mali spodrsljaj, ki ga znajo mediji stalno podpihovati, seveda v našo škodo, a mi moramo biti trezni in se potegniti za naše ljudi, ki se iz dneva v dan in včasih tudi po noči trudijo, da imamo to, kar imamo. Ne zamerimo napakic našim predstavnikom, ampak jih pohvalimo, spodbujajmo in predvsem zagovarjajmo. Verjetno smo premalo aktivni in ne znamo volivce pripeljati na volišča, ki bi nam dali svoje glasove. Ne moremo veliko računati na to volivno telo, ki je pred slabima 2 letoma dalo svoj glas tem, ki so sedaj na vodilnih mestih. Mi moramo pripeljati nove, svoje ljudi,
in na zadnjih volitvah niso volili, ki so ostali doma in s tem dali glas našim konkurentom. Svoj glas so vrgli stran. Moramo jim povedati, kdo smo in kaj delamo. Mi v vodstvu občinskega odbora se trudimo v občinskem svetu Domžale, a vendar, če bi nas bilo še več, bi lahko še več naredili. Vem, da je v naših sredinah veliko dobrih ljudi, ki bi šli na volitve, če le ne bi podlegali javnim občilom, medijem, ki stalno širijo, da je politika nekaj grdega in da se ne izplača na volitve, a temu ni tako. Žal se tudi take ocene v politiko včasih slišijo tudi na naši strani. Nekateri, marsikateri pa še goji napačno mnenje, ki je nevarno v naših sredinah, da so drugi boljši in sposobnejši kot naši. Mi v občinskem odboru se trudimo, da čim več naredimo za skupno dobro. Tako na vsaki seji predelamo gradiva za seje občinskega sveta in se zavzemamo za stališča in predlagamo pobude in vprašanja. Ankete nam kažejo vztrajno rast in to mi lahko še pospešimo. Zato naj bo vsak v svojem kraju še bolj aktiven. Tu gre za našo občino, za naše otroke in na vse zadnje za našo prihodnost. Imejmo pogum in predvsem trdno voljo narediti nekaj za vse nas in tudi za samega sebe. Volilni zbor članstva pomeni, da se člani in simpatizerji srečamo, izmenjamo informacije in iz naših poročil in načrtov lažje presodimo, če je naša ekipa v občinskem odboru Domžale še zaupanja vredna za naslednji 2 leti. Od zadnjega letnega zbora članstva smo imeli vsak mesec sejo razen med dopustom, to je 9 rednih sej, na katerih smo bili vedno sklepčni in redko je bil kakšen upravičeno odsoten. Na vsaki seji pregledamo gradiva za redno sejo občinskega sveta Domžale, zavzamemo naše stališča in podamo pobude in vprašanja za sejo sveta. Po zadnjem letnem zboru članstva smo se pogovarjali tudi o taboru Beltincih, ko smo skupaj s Kamničani organizirali prevoz z avtobusom in ob tej priliki bi se še enkrat zahvalil občinskem zboru Kamnik za tako sodelovanje pri teh aktivnostih, ko skupaj organiziramo avtobusni prevoz. Po spominu skupaj organiziramo avtobus že od leta 2010, ko smo šli skupaj na tabor v Rogatec. To nam uspeva tudi letos za tabor v Vojniku, ko smo zopet skupaj s Kamničani organizirali avtobusni prevoz in tokrat imamo mi prijavljenih 24 članov in danes pričakujemo še katero prijavo. To sodelovanje med občinskimi odbori Nove Slovenije krepi naše odnose na medobčinski ravni. Dogovor med občinama Kamnik in Domžale organizira turistično kulturno prireditev Kamniška Bistrica, pohod ob reki, ki povezuje, to bo v to soboto 11.6. Zato predlagam, da se dogovorimo oba občinska odbora med seboj, kje in kdaj se dobimo na tej poti in pokažemo našo prisotnost. Obiskali smo tudi članico, ki je praznovala 20-letnico v domu za starejše v Cerkljah na Gorenjskem, ker smo se dogovorili, da ni izvedljiv obisk s predsednico, sva to upravila s predsednico krajevnega odbora gospod Lojzko Javoršek. Na vsaki seji prisluhnemo predsedniku krajevnega odbora, ki prenaša razpoloženje na mikroravni, prav tako predstavnici MSI, ki nas informira o njihovi aktivnosti in o našem sodelovanju na lokalni ravni in jim včasih tudi odobrimo sredstvo, ko jih potrebujo za udeležbo na njihovih aktivnostih. Prav tako prisluhnemo naši dežurni administratorki, kaj se dogaja v pisarni ob uradnih urah v sredah od 17. do 18. ure. Prav tako nam ona poroča o poslanski pisarni naše predsednice ob ponedeljkih od 9. do 10. ure. Na vsaki seji imamo v programu poročila članov v delovnih telesih občinskega sveta, da lahko lažje oblikujemo naše stališče in predloge na samih sejah občinskega sveta. Za vsak mesec pripravimo članek za slamnik, ki ga pišemo člani občinskega odbora. Približno na 2 ali 3 mesece izdajemo interno glasilo Domžalsko ogledalo,
ki je od leta 2009 išlo že 31 brezplačnih številk. V domžalsko ogledalo so zabeleženi najvažnejši dogodki v stranki in vabila izvode prejemajo vsi člani in simpatizerji po pošti. Na Facebooku imamo svojo stran NSI Domžale, ki jo ureja Andreja Šuštar, za kar si najlepše zahvaljujem, in tudi za pisanje zapisnikov. Na sejah smo razpravljali o vseh pobudah in vprašanjih, ki jih prejemamo iz tajništva. Z Romanom Lenasijem sva člana regijskega odbora Nove Slovenije Ljubljana Vzhod. Roman je še član sveta stranke kot zastopnik regijskega odbora. Na sejah smo se tudi pripravljali na 9. kongres Nove Slovenije in na njem smo imeli 9 delegatov in še nekaj udeležencev. Sodelovali smo pri pripravi prireditve regijskega odbora Ženske zveze Nove Slovenije Ljubljana Vzhod, ko so imeli gostjo Sonjo Pungertnik, Slovenko leta. Ob tej prireditvi smo organizirali zahvalo vsem našim članom, ki so že 15 let člani in jih je predsednica nagovorila ter se jim zahvalila za zvestobo. Podelili smo jim zahvale. Na to prireditev smo povabili še dolgoletne sodelavce v volilnih odborih in jih povabili v stranko. In tako smo pridobili 9 novih članov. Za dekoracijo na tej prireditvi se je potrudila družina Kozjek iz Domžal, za kar posebna zahvala in pohvala. Ob tem bi omenil vse nove člane, ki so preteklo leto pristopili k naši stranki. Naši člani NSI so postali Alenka Gotar, Ana Šlibar, Janez Pavel Šuštar, Branko Stojc, Marta Flis, Scenija Kozjek, Gašper Ložar, Heva Marija Pirnat, Anže Kozjek, Primož Stele in danes tudi gospa Trbižan, Marija Trbižan in nov član NSI Martin Kozjek. Člani, ki so v preteklem letu umrli, pa so profesor dr. Milan Trbižan, Vida Mlakar, Franc Novak, Vinko Letnar, Anton Kecel, Tone Štebe. Bog jim daj večni mir in pokoj, naj počivajo v miru. Stanje članstva. 3. juni 2015 smo na zboru članstva dejali, da imamo 152 članov, letos 8. junija pa na zboru članstva vidimo, da imamo 156 članov. Se pravi, rastemo. Hvala Bogu in vam vsem. Sodelovali smo tudi pri zbiranju podpisov tako imenovani družinski referendum, kjer se je zelo potrudil Tone Jeretina, ki je preskrbel 9 panojev za plakate. Takrat smo en teden vsak dan dežurali na stojnici in mimoidoče informirali in vabili na referendum. Rezultati referenduma na naši občini so bili zelo pozitivni, razen centra Domžal, kjer je precej priseljencev. V 10. volilnem okraju je bila udeležba 41,87%, pri čemer je 68,04% glasovalo proti. V 11. volilnem okraju je bila udeležba 40,61%, to je ta center, in od tega je bilo proti 55,72% ljudi. Toliko morda v informacijo, da uslužimo. Na nekaterih smo posvetili nekaj časa za razpravo o plačevanju članarine in vsakič smo ugotavljali, da določen odstotek pač težko plačuje in so tudi nekateri že po pravilniku upravičeni plačevanja. Poslušali smo tudi poročilo iz letnega posveta stranke v Celju, kjer smo govorili o imigrantski krizi, o pozicioniranju stranke in o kmetijstvu. Na predzadnji seji smo prisluhnili poročili iz letne konference županov in svetnikov Nove Slovenije na Vranskem, kjer smo občinski svetniki prejeli predlog za razširitev dnevnega reda na seji občinskega sveta s točko problematika davčnih blagajn pri prostovoljnih gasilskih društvih, drugih manjših društvih in pri opravljanju dopolnilne dejavnosti. To gradivo je za našo aprilsko sejo občinskega sveta prišlo preprozno, v maju nismo imeli seji in sedaj v juniju pa verjetno ni več potrebno. Kar nekaj aktivnosti v zadnjem času je bilo posvečeno volitvam v svet zbornice in svet območjih enot Kmetijske gozdarske zveze Slovenije. Predlagali smo našega člana Petra Pavlija, ki je med nami, za obe funkciji, za kar se mu zahvaljujem, za njegovo pripravljenost in izpostavljenost. Prav tako smo predlagali tudi člana volilnega odbora v Domžalah novega mladega kandidata. Na vsaki seji namenimo tudi nekaj spodbudnih besed v
vabilu novim članom v akciji Novi član, nova moč. Na koncu pa ne bi vsega tega mogli izpeljati, če ne bi imeli prizadenih članov občinskega odbora NSI Domžale. Tako se je tajniškim in organizacijskimi posli uspešno prizadevno spopada Roman Nasi, za kar se mu zahvaljujem. Z blagajniškimi posli se z zavestnim in strokovnim delom tudi v odboru za prostor spopada Jani Limbek, ki se mu tudi zahvaljujem za njegovo delo in trud. Prav tako si želim zahvaliti za vso pomoč in razumevanje pri vodenju odbora podpredsedniku Janezu Kozjek. Kljub njegovi zasedenosti, kot sem že omenil, njegova družina večkrat prevzame aktivnosti in jo izpelje od Sešika, vam to rad reče. V pomoč nam je tudi Aleš Trtnik, ki nam posreduje vse, kar potrebujemo iz tajništva in mi redno popravlja članke za Slamic ali domžalsko-karniške novice. Čeprav ima zahtevno delo v stranki in še doma ima majhnega otroka. Zato njemu velika zahvala. Ne bom poimensko našteval še vseh ostalih članov občinskega odbora, ki so prizadevni še naprej. Še posebej njim se moram zahvaliti, da smo lahko kos nalogam, ki nas doletijo. Brez vas ne bi bil v Domžalah NSI živ. Moram pa poimensko pohvaliti še predsednika krajevnih odborov Nove Slovenije, ki se redno deležujejo in sodelujejo na sejah občinskega odbora in sodelujejo pri drugih aktivnostih. Brez njih bi naši krajevni odbori bili mrtvi. Oni se spopadajo s pokrivanjem terena, ko je potrebno plakatiranje, ko je potrebno pogovor s člani, ko nas obvestijo o spremembah naslovov člani, ko pridobijo nove člane, ko nam pomagajo pri iskanju dobrih kadrov. Naj jih naštejem. To je Breda Koka Limbek, predsednica krajevnega odbora Nove Slovenije, Rova Radomlje. Predsednik krajevnega odbora Homec, Nožice, Preserje, Marjan Šuštar in predsednica krajevnega odbora NSI Top pri Domžalah, Alojzija Javoršek. Žal pa imamo še dva predsednika krajevnih odborov, ki se spopadata s boleznijo in bomo njima poiskali zamenjavo. Na koncu še moja velika zahvala ženi Olgi, ki me spremlja pri delu in mi stoji ob strani, ko sem v težavah. Vsem prisotnim želim uspešno delo na današnjem zboru in vsem čestitam državni praznik, ki je pred nami. Zobesimo zastave. Vabim vas tudi na tabor v Vojniku, ki bo v nedeljo, ko smo že rekli, imamo že veliko prijav, pa še lahko prijavite. Hvala za poslušanje. Hvala predsedniku za izčrpno poročilo. Bi pa zdaj prosil, da en predlagajno prekinitev. Vmes namreč se mi je pridružil poslanec Jernej Vrtovec. Tukaj ti obljublja prišel. Bo pa malo mogo iti. Da bo tudi malo čel in mogoče mu dam dele besedo za, mislim, si že prišel, da boš kaj povedal, no, saj na kratko. Mudu in se pravičujem, ko bom mogel tudi videti, ampak žena ima zdaj zvečerjene neodložljive obveznosti in bom mogel jaz prevzeti zdaj takoj varstvo. Se res se pravičujem. Draga predsednica, dragi predsednik, občinski svetniki in vsi ostali prisotni, občinski odbor Domžale slovi kot eden od tistih občinskih odborov, ki žanijo najboljše uspehe na lokalni ravni, kot tudi na državzborskih volitvah in nazadnje imate tudi poslanko iz enega dela tega volilnega okraja, ne? Mislim, da je tam ljubljanska meja, tako že gre nekako. Naši doma še volijo za predsednico, no? Zato tako da iskrene čestitke za vaše delo in požrtvovanje, ki ga namenjate krščanski demokraciji. Pred nami je mesec, oziroma preostali del meseca junija, ko bomo praznovali 25. obletnico samostojne Slovenije. In jaz si želim predvsem to, da za naprej zastavimo drugače pot naše države. Po 25 letih še vedno vidimo, da Slovenija ni enotna, ne žane tistih uspehov, ki jih bi mogla žeti. In vse to tudi zaradi tega, ker krščanski demokrati ne igramo tiste osrednje vodilne vloge, kot to igrajo drugod v drugih državah Evropske unije. In dajmo si še naprej tako močno prizadevati, da krščanska demokracija v Sloveniji dodatno pridobi na veljavi, da se okrepimo, da ratamo še večji in močnejši, da prevzamemo odgovornost in oblast v tej državi, ter da popeljemo Slovenijo
v eno drugo smer. Da ne bomo samo govorili, kakšna je Švica, ampak da se bomo lahko res vsaj malce približali temu, kar so govorili o samosvojitelji Slovenije. Moramo pa narediti seveda popraviti napake za nazaj. Država se mora poenotiti, iti na nek spravni element in potem enotno delati naprej. Krščanski demokrati pa moramo biti tisti, ki ne igramo na karto populizma, nacionalizma, šovinizma, ampak predvsem, da delamo to, kar se od nas pričakuje, da delamo pošteno, zavzeto, kot nam Uni zgor daje, predvsem pa pošteno. Tako da, najlepša hvala za vašo pozornost in vztrajte še naprej v dobrem. Moram pa zdaj res iti, ker mislim, da bo že kaj noče, ne bom prišel. Zdaj sem zvedel eno zadevo, da ti izide tvoja knjiga v ponedeljek. Že danes imam, v avtu jo že imam. A res, samo eno? Ja, ampak res samo en izvod. Je danes iztiskal. O vlogi nadškofa Alojzija Šuštarja pri osamosvojitvi. Ja. To mislim, da bo zanimiva zadeva, ker vse se kaj sliši, ampak nekje do zdaj ni bilo zapisano konkretno, koliko je pravzaprav Alojzij Šuštar, ne se vsem svojim poznanstvom in vezam, ki jih imel v Evropi, pripomogel tudi k temu, da smo osvojili. Knjiga se bo premierno prodala, ja, najlepša hvala. Knjiga se bo premierno prodala že na taboru stranke, uradna predstavitev pa bo v ponedeljek. Pač objavljam določene dokumente od pisma papežu, drugim evropskim politikom, recimo Kolu, prijateljstvo s temi politiki in tako naprej. Delo naših, recimo, zamejcev tudi med drugim in tako naprej. Tako da gre za en tak prvenstven dokument, ki do zdaj osvetljuje neke stvari, ki do zdaj niso bile osvetljene. Je pa to, bom rekel tako, napisano isto v spravnem duhu. Če bo bili kakšni napadi v vizidu te knjige name, verjemite, da izključno zaradi tega, ker pač je morda si izprave v tem narodu ne želi tudi nekdo na isti naši desni političnem polju. To pač je. Najlepša hvala. Zdaj bomo odporno poslušali vseh poročil, bomo naredili pa eno kratko pauzo za malo za kulturo in bo oktet, pardon, kvartet, ja, zapel še kakšno slovensko pesem. Potem bomo pa imeli malo razpravo o teh poročilih, se pravi, bomo besede vaše. Najlepše rožice, so z mojega srca strgane, najlepše rožice, so z mojega srca strgane, naj bo. Mene pa srci moli, naj bo. Od prevelike žalosti naj bo. Mene pa srci moli, od prevelike žalosti naj bo. Pustila je, naj bo.
Videl dežele sem tuje, videl sem tuje nebo. Zdaj v rodne kraje potujem, rad bi spet videl svoj dom. Daljne dežele so lepe, lepo je južno nebo. Še lepše pa sijejo zvezde, tam, kjer moj rodni je dom. Kot makov cvet, kot smehek let, vabi me rodna dežela. Kot lastovka se vračam tja, kjer sem nekoč bil doma. Kot mlastov cvet, kot smehek let, vabi me rodna dežela. Kot lastovka se vračam tja, kjer sem nekoč bil doma. Sloveniji. Hvala lepa za zaupanje, v imenu vseh. Zdaj gremo pa na 8. točko, to so pa nagovori, pa bi najprej prosil našo predsednico Ljudmilo Novak, da nam spregovori. Spoštovani gospod razrešeni, zdaj ne vem, ali tudi novi predsednik in vsi ostali lepo pozdravljeni. Najprej čestitke novo izvoljenemu odboru in pa zahvala za delo staremu odboru. Če ne bi bil ta vaš občinski odbor tako zelo aktiven, sem prepričana, da bi tudi težje dobili poslanko v tem volilnem okraju. Res je, da jaz kandidiram v 2 okrajih in tam v Ribniškem dobim za spoznanje boljši rezultat, ampak ker se na koncu oba rezultata seštejeta in delita, je zelo pomembno, da je tudi ta rezultat dober. Ker je pač tako za stranko tudi dobro, da kandidiram v obeh okrajih, ker pač dobimo tako tudi lahko več glasov. Hvala za vaše delo. Vedno se lahko na vas zanesem ob vsakih volitvah in tudi ob vsakem referendumu. Tudi pri zadnjem referendumu o družinskem zakoniku ste bili izredno aktivni, zanesljivi, zato ne moremo reči, da si nekdo drug lahko pripisuje izključne zasluge za to, da je ta zakon o zakonski zvezi propadel oziroma da je referendum uspel. Mislim, da je znaten delež k temu pripomogla tudi Nova Slovenija, ne samo v Domžalah, ampak po različnih občinah in voliščih smo imeli zelo aktivne člane. Kar se tiče delovanja Nove Slovenije, upam, da nas tudi malo spremljate. Poslanska skupina, lahko rečemo, da je tudi med bolj aktivnimi v parlamentu. Seveda smo omejeni, ker glede na število poslancev imamo določeno tudi omejeno minutažo v državnem zboru, ampak v glavnem vse pokurimo, če tako rečem, trudimo se, da razpravljamo argumentirano, dostojno in v interesu in tako, kot so vrednote Nove Slovenije in seveda tudi naš program. Ko sem poslušala poročilo vašega predsednika, lahko rečem, da vas moram še enkrat pohvaliti, da ste aktivni bili, vedno se udeležujete tudi raznih prireditev. Tudi vas moram pohvaliti, da redno pišete članke in na ta način poveste, kaj zastopate, kaj zastopamo tudi v občinskem svetu. Ker včasih nam manjka prav tisti del,
ker mi mislimo in delamo dobro, premalo se pa znamo hvaliti, ampak jaz sem se naučila, da v politiki enostavno se moraš sam sebe hvaliti, drugače ne gre, ker že tako ti drugi ne priznavajo, kar si naredil, in če še sam tega ne poveš, potem ljudje tega ne zvejo. Enostavno je treba povedati. Seveda pa mi želimo, da se to pove dostojno, brez pretiravanj, brez populizma, še posebej pa ne želimo, da pretiravamo v raznih negativnih situacijah ali kritikah, oziroma treba je povedati, kritizirati stvari, ki so upravičene, oziroma ki jih upravičeno kritiziramo, ne želimo pa nekega populizma, oziroma da bi delali na tem, da bomo delili ljudi in na ta način zmagovali. To delajo drugi, mislim, da se v tem mi po njih ne smemo zgledovati, da se trudimo delati dobro. In tako so delali že od nekdaj krščanski demokrati v Sloveniji. Ravno zdaj se malo pripravljam na nedeljski govor na Taboru. Sem še enkrat prebrala intervju s Rozvito Pesek o krščanskem demokratu, kjer je res ponovno izpostavila, da je Slovenija imela srečo, da je v času osamosvajanja, da jo je vlado vodila krščanska demokracija oziroma krščanski demokrat. Ker mi smo imeli povezave v pomembnih drugih državah v Evropi, ki so nam pomagali pri priznanju. Pomembno je tudi bilo, da je tudi Vatikan nas med prvimi priznal. Ko sem bila v Argentini, so nam krščanski demokrati argentinski pomagali, da je Argentina med prvimi priznala Slovenijo in dala zgled tudi drugim državam Latinske Amerike. Skratka, tisti, ki so bili pragmatični levičari, so tudi sami ugotovili, da je bila sreča, da je bil krščanski demokrat na čelu vlade, ko pa je ta vlada opravila glavno delo, so pa prišli drugi na vrsto, ker se jim je zelo mudilo na oblast. In včeraj sem bila na predstavitvi knjige Ivana Omana, Družina je izdala njegovo knjigo Za naš dom in rod, ali nekaj takega je naslov, napisane v obliki intervjuja, kjer je Ivan Oman ponovno poudaril pomen krščanskih demokratov pri nastajanju osamosvajanju Slovenije in pa tudi, kdo so bili tisti, ki so razdrli Demos. To so bili v Demosu vsi tisti, ki so bili nekoč tudi člani partije. Zato je zdaj veliko sprenevedanje, ko nekateri isti ljudje govorijo, zakaj Lojze Peterle ni izvedel lustracije, so bili pa sami med tistimi, ki so se tega bali ali pa zavirali in pripomogli k razpadu. In žal je tega sprenevedanja v Sloveniji tudi na desni strani veliko preveč. Zato jaz pravim, da tudi desnica se bo morala bistveno prenoviti in spremeniti, če bomo hoteli še kdaj priti na vlado. Ker samo z negativizmom lahko sicer prepričaš en del ljudi, večina ljudi pa vendarle hoče eno normalno Slovenijo z normalnim življenjem in pa normalnim ravnanjem. In v tem smislu bo delala Nova Slovenija, krščanski demokrati naprej. In velikokrat slišim od ljudi, ne samo naših članov ali simpatizerjev, ko pravijo, da je Nova Slovenija še edina normalna stranka v parlamentu. To seveda mi je v čast in ponos. Jaz upam, da se bo to nekoč oziroma na prihodnjih volitvah odrazilo tudi v rezultatu. Žal je brezbrižnosti ljudi več kot preveč. Žal tudi mladi se premalo zavedajo, da politika kroji njihovo življenje, tako da vsa pohvala naši tukaj prisotni mladini, predsedniku Podmladka, ki se trudijo, ni pa enostavno v današnjem času pridobiti mladih. V času, ko ste vi verjetno postali, pa smo mi postali člani Nove Slovenije in še verjetno večina prekrščanskih demokratov, je bil nek zanos, neka odgovornost, neka volja, da tej državi nekaj prispevamo. Danes žal to zelo upada.
ali so razočarani, ali se jim ne ljubi, ali se ne zavedajo, kaj pravzaprav pomeni biti odgovoren do družbe, do države, kaj pomeni delovati tudi v politiki. Kritizirati je lahko, to vsi vemo, dati svoje ime na razpolago, dati se v to, da lahko tudi na svoji koži doživiš marsikaj negativnega, da lahko ima tudi ne samo dobre, ampak tudi kakšne negativne posledice, to naše delovanje pa ni tako enostavno in si vsak ne upa, ali nima poguma, ali pa volje, ali pa noče. Tako da zahvala, pohvala vsem, ki delamo za to, da krščanska demokracija, da se ohranja v Sloveniji. Mi smo edina krščansko-demokratska stranka in v tem trenutku bom rekla, da tudi edina demokratična in tudi edina, bom rekla, krščansko-demokratska stranka v slovenskem parlamentu. Edina prava desno-sredinska stranka. Pa naj se drugi še tako tolčejo po prsih, ampak žal velikokrat sami ugotavljajo, pa se nočem umešavati v delovanje neke druge stranke, ampak sami ugotavljajo, da je premalo demokracije in žal tudi zelo slab odnos do svojih partnerjev na desnici. Zato desnica potrebuje temeljito prenovo, če hočemo, da bomo še kdaj nagovorili večino volivcev. Ker ljudje hočejo pozitivna sporočila, ljudje hočejo neko upanje, ljudje hočejo imeti neko vizijo, neko prihodnost, ne na ta način, da jim lažemo, ampak na ta način, da povemo, da ta država lahko postane bolj uspešna, boljša in jaz sem prepričana, da lahko postane tudi druga Švica, ko bo več poštenosti, odgovornega ravnanja in ko bo pri vseh inštitucijah na prvem mestu odgovornost do te države in do funkcije, ki jo neka ustanova, neka inštitucija ima do svojih državljanov. Vsekakor Nova Slovenija bo delala v tej smeri. Glejte, napovedujejo se nove stranke, vsak ima pravico ustanoviti stranko, nikomu ne moramo tega preprečiti, mu prepovedati ali kakorkoli. Mogoče je to za nas tudi dobro, ker konkurenca te sili k temu, da si boljši. Žal nameni niso vedno dobri in niso od vseh dobri, ampak tudi na to mi ne moremo vplivati, moramo pa čim bolje opraviti svojo nalogo. In zato bo tudi na prihodnjih volitvah zelo odločilno, ali bo šla naša opcija, naša stranka navzgor in bomo nekoč lahko uveljavili, upam, da tudi v bližnji prihodnosti, tisto, kar mislimo, da je treba narediti za to državo. Lejte, mi smo v zadnjem času v parlamentu pripravili 9 zakonov, več kot vlada velikokrat. Pa velikokrat slišimo, ja, saj so potrebni, pa bi bilo, ampak mi bomo naredili boljše, teh boljših zakonov, pa ni. Pa ni. Uporabljajo večkrat celo naše, kopirajo, pa potem predstavijo. Zdaj sem ravno slišala te razne davčne stvari, ko bo zdaj Mramor predstavil, je veliko tega, kar smo mi pred kratkim predstavili, pa so oni zavrnili. En naš zakon so celo prekopirali, ga takoj sprejeli na vladi in nam nič povedali, da so si ga kar prisvojili, našega pa zavrnili. In podobne situacije. Tako da, gledajte, mi imamo sposobne ljudi, neverjet, ko vam pravijo, svi nimate kadra. Ja, koga je pa imel Cerar, ko je predstavljal? Samo on se je predstavljal, nič nismo vedeli, koga imamo, niti nismo vedeli, kakšen program. Mi imamo pa odličen program, tudi mnoge odlične kadre, za katere sem prepričana, da bi 10-krat ali pa 100-krat boljše vodili razne ministrstva kot trenutni ministri. Pa ne pravim tega samo jaz. Ko imamo te regijske obiske po Sloveniji, se srečujemo tudi župani, zdaj nazadnje smo imeli 3 na srečanju, pravijo, da še tako slabe ekipe ministrov ni bilo, kot je ta. Dajte, 2 leti potem, ko se je začela evropska finančna perspektiva, še ni evra nismo porabili iz te finančne perspektive. Potem na koncu bomo pa spet
jamrali, kako nemogoče porabiti denar. Tako da, to je slabo. No, ne vem, kaj se bo nocoj zgodilo, ko izbirajo direktorja Univerzitetnega kliničnega centra v Mariboru. Veste, 9 kandidatov, ne ste slišali, en bolj čuden oziroma brez kompetenc kot drugi. Tako da jaz sem dobila neke informacije, ampak gledajte, dokler ni to javno, ne vem, ampak nocoj naj bi bilo to znano, da je velika možnost, da bo prav naš človek postal vršilec dolžnosti v UKC-u, ki se ni prijavil, ampak ga je ministrica sama prosila, da bi bil. Tako da zdaj ne bom še govorila o imenu, ko bo znano, potem se bo pa odločil, a je lahko kaj naredi ali ne. Razen, če se bo svet, ki izbira, kako drugače odločil, ampak jaz sem dobila danes take informacije. In marsikdo od nas, naših, bi res lahko bil precej boljši minister. Ne želim se hvaliti, čeprav sem prej rekla, da se moramo hvaliti, ne? Ampak pogosto doživim tudi sama, ko grem za mejstvo, še ravno včeraj mi je nekdo rekel, da ta Mirja Mužinič, ki pokriva za mejstva, novinarka, levičarka, sama pravi, da sem bila jaz najboljša ministrica za zamejce, ker sem bila narodnjakinja in sem jih znala spodbujati. Pa to vam povem ne zato, ker hočem sama sebe hvaliti, ampak zato, da bi se zavedali, da mi imamo odgovorne, sposobne ljudi. Ker prevelikokrat mislimo, da jih imajo drugi. Mi jih imamo, samo ne pustijo nam zraven, da bi lahko to pokazali in dokazali. Ker takrat, ko so zmagali krščanski demokrati znotraj Demosa, je bila za vse največja ovira, da so krščanski. Kdo jim je pustil, da pridejo na vlado? To je še včeraj govoril Oman, da je Josip Vidmar rekel, ja pa kako ste mogli dopustiti, da so ti klerikalci prišli na vlado, ne? In vemo, da enako je bilo znotraj strank, ki se danes tako zelo proglašajo za desne, da jim to ni bilo všeč, da je bil krščanski demokrat na čelu vlade. Glejte, v Evropi krščanska demokracija opravlja izredno pomembne funkcije in takrat, ko krščanski demokrati vodijo države, gre vedno te države v pozitivno smer. Ko pa pridejo levičarji na oblast, pa zapravijo tisto, kar so prej oni prihranili. Tudi pri nas je žal tako. Ampak mi imamo samo eno domovino, Federico ima mogoče 2, ker je pač bil rojen v Argentini, ali pa še mogoče kdo drug, ampak nam je zagotovo ta naša domovina Slovenija najljubša. Ima tudi napake, tako kot jih ima moj mož ali pa vaša žena, ne? Tisti, ki so nam najljubši in najdražji, in ker želimo, da bi ta domovina bila še nam naprej tako ljuba in draga, se bomo trudili, da bomo tudi mi zanjo čim več storili, kar je v naših močeh, in upam, da bomo vedno več imeli teh možnosti in teh moči. Iskrene čestitke za državni praznik, pa da ne pozabim, 23. junija imamo kresovanje na Limbarski gori, kdor more, lepo pozdravljen, povabljen, ob 8. je maša, potem malo kulturnega programa in pa prižgemo tudi kres, tako da kdor more, lepo povabljen. Torej še enkrat iskrene čestitke za praznik, pa upam, da se v vojni vidimo v čim večjem številu. Skupaj še predsednika Vlade Slovenije, predsednika Potočnika, da nam govori par besed. Jaz sem to tako rekli prvič, da imamo med tem našem zboru predsednika Vlade Slovenije. Imamo pa še tudi desno roko njegovo, to je pa tajnica, ne? Tako da nisem Domžale smo podobno. Prosim, desna pa časih tudi levo. Takole, prvo, hvala lepa za povabilo. Sem vesel, da vas lahko nagovorim, pa da vam približno orišem, kaj se v Mladi Sloveniji dogaja. Oziroma, kdo smo in kaj delamo. Kot veste, mi smo pač podmladek, združujemo večinoma mlade ljudi. Imamo pa eno stvar, ki nas razlikuje od stranke. Mi si lažje upamo biti bolj drzni. Mi si lažje upamo kakšno spremembo upeljati. In politika v zadnjih letih se spreminja.
način, tako, kot se je politika včasih delala. Veliki mitingi, ogromno ljudi, veliko članov, tega ni več. Ni to, da je težko mlade ljudi pripeljati. Tudi vsakega človeka je zdaj težko pripeljati v stranko. Članstvo sploh ni več to, kar je včasih bilo. Je pa tudi res, da mi tega ne potrebujemo več. Stranke ne gradijo več na članih, na številu članov. Poglejte SMC, zmagali so 36%, koliko so imeli članov, so jih imeli 500. Gre se za to, da neko idejo znamo pripeljati do ljudi. V dobi interneta ne rabiš milijon članov, da vsak pove naprej, ampak v enem sporočilu, da vsi zvemo. To ne pomeni, da članstvo ni pomembno. Absolutno ne, člani so zelo veliko vredni. Ampak časi so spremenili in mi se moramo tudi spremeniti. In mogoče vse tisti čas, ki ga je predvsem Tadeja porabljala za to, da klicarimo in da vagamo ljudi, včasih je dovolj, da jim pošleš, kaj se je zgodilo, ali pa glavno sporočilo, kaj podpiramo, zakaj, en filmček dolg 1 minuto in si svoje sporočilo predal in ta oseba to ve. Danes je nemogoče pričakovati, da bodo vsi ljudje imeli dovolj časa za vse aktivnosti, ki postajajo, ker je tega ogromno. To se pravi, da smo v Mladi Sloveniji nekoliko spremenili fokus. Ne samo, kar se prisotnosti in članstva tiče, ampak tudi v načinu delovanja. Mi smo rekli, a je zdaj naš cilj, da zberemo 200-300 ljudi in nekaj izgovorov govorimo, ali pa jih gremo izobraževati. V mojem mandatu sem se odločil, da jaz bom mladi ljudi izobraževal. Da mi potrebujemo liderje. Mi potrebujemo voditelje na občinski ravni, na regijski ravni, na državni ravni, na mednarodni ravni, v krščanski demokraciji, v društvu, skratka povsod. V naši opciji, v krščanski demokraciji, primanjkuje voditeljev. Moramo vedeti, da v komunizmu seveda desnih ljudi niso izobraževali. In tisto, kar je bilo, ali so pobili, ali mogli iti v emigracijo. In tisti, ki so bili tu, so ostali tu, niso mogli, ni bilo te priložnosti. Eni drugi so pa se pa hodili v Moskvo ali pa v Beograd ali pa Komorovec izobraževali. Posledica pa je, da je levica politično izobražena. Oni dejansko vedo, kaj delajo. Tudi če delajo narobe, oni vedo, za nalaž, kaj delajo. Naši ljudje so pa dobri. Zdaj ste pa slišali, da je to iz Nove Slovenije kaj ukradli. In kon. Naši ljudje so fajni, so dobri, ampak je pa ta amaterizem, ki ga dobra volja ne more do konca nadomestiti. In zato se nam dogajajo ljudje, ki so izjemno dobri, kot je bil dr. Bajuk, izjemno strokovni in tako politično, ne bom rekel nespretni, ampak popljuvani. Tudi, če gledate delo danes, od 20 politikov, mislim, da so 3 iz Nove Slovenije, vsi ostali so pa levi. Tako da je to rad. Skratka, mi se moramo tudi učiti, kako delati politiko. In jaz tukaj vidim vlogo Mlade Slovenije, da z našimi izobraževanji krepimo te mlade ljudi. Vse to pomanjkanje samozavesti, ki nam je bilo vcepljeno v zadnjih 50, 60, 70 letih, gremo nadomestiti. Za nalaž. Torej, ciljno gremo izobraževati. O pravu, o ekonomiji, o tem, kako se govori o javnosti, kako se pogajati, o naših simbolih, o naši zgodovini, kulturni dediščini, skratka, vse stvari, za katere mislimo, da je krščansko-demokratski politik v prihodnosti rabi. Ker konec koncev mi moramo to stranko zgraditi, ne samo tako, da bomo volili tiste, ki imamo radi, ampak tako, da bomo te lidere mi gradili in bomo potem rekli, tebi zaupam zato, ker ti to znaš. Ker iz lufta to ne pride. In tukaj je pač naša odgovornost. Tukaj pa je ena stvar, ki je zelo pomembna in to je ideologija, oziroma pomanjkanje ideologije. Tukaj se govori o ideologiji kot neki slavi, kot da gremo na partizane pa domobrance. Ideologija je set idej, to se pravi znanje, ki je za politično stranko. Če nas v Mladi Sloveniji pa v Novi Sloveniji kompletno vodstvo jutro vlak povozi, kaj se zgodi stranka? Novi ljudje, ki bojo prišli, a bojo šli v isto smer, a bojo šli tja, a bojo šli tja. Mi smo krščanski demokrati, mi imamo ogromno knjig napisanih od stvarih, o katerih verjamemo. Mi se ne rabimo vsaki znova odločati, kot recimo nek SMC, pa smo proti. Zato, ker mi vemo, za čem stojimo. Mi imamo neko ideologijo, ki je krščanska demokracija. To se pravi, nek set idej, mi razmišljamo o ekonomiji tako, o sociali tako, o pravni državi tako. Socialisti imajo tudi izdelano, se ne strinjam z njim, ampak imajo tudi izdelano o sociali mislijo tako, o ekonomiji tako, o pravni državi tako. SMC
Nič ne vem. In kaj se tukaj dogaja? Zaradi tega, ker naši ljudje o tem niso izobraženi, jih pretentajo taki šalabajzeni, si upam to reči, ki zdaj prihajajo na politično sceno. Nekdo, ki se na soboto zjutraj zbudi, kaj bom pa danes počel, a gremo v hrib ali bom stranko ustanovil, pa dajmo na stranko ustanoviti. To je žaljivo, da mi rečemo temu konkurence. Toliko ni priprave, toliko enega znanja in toliko enega dela, da prije nekdo, jaz bom pa to, malo bom tole, bom pa to. To je neodgovorno. Enemu takmu človeku daš državo za vod in se vam zgodi Miro Cerar še enkrat. Koliko dolgo lahko si mi, kot ljudje in ta država, privošimo Miro Cerarje? Smo šli iz 20%, da smo bili dolžni, do 80%. Denar zmanjkuje. Ne moramo se hecati v nedogled. Slej ko prej mora kvaliteta prejeti na vrsto. In tukaj vam hočemo risati, zakaj pač ta naša smer v mlade Sloveniji. Tudi zaradi tega, ker na nivoju stranke mi potrebujemo preboj. Na nivoju desnice, na nivoju stranke mi potrebujemo preboj. Trenutno, saj smo pridni, saj naši poslanci delajo. Vlagajo veliko zakonov. Predsednica je na svetu rekla, da včasih kakšen od koalicije na robo pritisne, pa gre celo skozi. Da gredo naši zakoni po pomoti skozi, pa ponavljam, je za nas žaljivo. Naši poslanci ogromno delajo, njihovo delo se pa ne pozna. Ampak veste, kaj jaz lahko tale kozarc cel dan, levo pa desno premikam. Na koncu dneva bom zmaten, me bo roka bolje, ker sem cel dan ta kozarc premikal. A sem kaj naredil? In se je treba vprašati, ali mi v stranki tudi na koncu dneva kaj naredimo, ali samo delam. In to je vprašanje za celo vodstvo in za vsakega, ki za stranko dela. In če mi želimo graditi eno kvalitetno novo Slovenijo, jo moramo graditi od prvega do zadnjega in z voditelji, ki jih nismo šolali, ampak jih moramo šolati. Ne samo mlade, vsake. Tudi letos je kongres stranke, bo volilni kongres, verjetno bodo spremembe, gotov, vsaka sprememba je tukaj priložnost za rast. In jaz tukaj apeliram na dva. Najprej apeliram na se, je moja dolžnost, da mojo ekipo vodim tako, da jih okrepim. Vi mi pošljete vaše otroke, vaše vnuke in mi jih bomo gradili. Mi jih bomo potiskali navzgor. Mi imamo ljudi, ki kakšen let nazaj niso mogli ene stvari na glas prebrati pred ljudmi. Danes pa predavajo pač o konferenci. Kakšni drugi vodijo javne akcije, ki prej si niso upali javnosti govoriti. Od tukaj do sem. Če si pa tukaj, bo šel malo višji. In v parih letih mi bomo imeli dejansko eno politično srednjo, ali člane stranke, voditelje lokalne ali pa državne ali pa katerekoli člani, krščanske demokrate, izobražene in vredne tega imeti. Da nismo samo ljubiteljsko krščanske demokrate, ampak da to živimo. To se pravi apel meni, da bom temu zvesten, da bom čim več delal, da čim več mladih in naših ljudi pripeljem bliže temu, da postanejo na svojih področjih voditelji. Pa je potem na zakoncu tudi apel vam. Kaj je bilo s komunizmom? Oni so vedno nas tlačili dol. Oni so vedno rekli, mi vam bomo dali stanovanje, ozemljico, vse, vi samo bodite tam, pa ne biti glasni. Kako se temu najbolj upremo? Tako, da postanemo boljši, da postanemo večji, da vsak, kjerkoli dela, v vaši službi, doma, kjerkoli, vedno poskušate biti en korak višji. En korak višji, en korak boljši, in bomo delali vsi na kvaliteti in potem takrat bomo pa širili bazo krščanskih demokratov, pa takrat kdorkoli od nas, ali pa od krščanskih demokratov, ki bo prišel na katerokoli funkcijo, bo to funkcijo opravljal s ponosom in s kvaliteto. To sem vam želel predati. Sem pa odprt za kakršnakoli vprašanja, če vam tudi ni bilo všeč, tudi povejte, prosim. Sem pa za to, da vsi skupaj to novo Slovenijo gradimo. Ne samo za danes, ampak z neko kvaliteto in zares dobro. Hvala. Predsedniku Mlade Slovenije, Frederiku Potočniku. Zdaj imamo pa še en nagovor, pa na drugi strani, tukaj smo zdaj mladi, zdaj smo pa tudi seniorji. Imamo med sabo gospoda Jurkoviča, sami mladi po srcu, pa bi prosil mogoče za par besed, če gospoda Jurkoviča, ki zmeri kaj lepo pove, da nas imamo navdušena.
danes vam sami nekaj govore. Srčen pozdrav in iskrena zahvala za vabilo. Nekaterimi med vami so tudi osebno zelo povezani in boste verjeli, s Federikom se nismo nič pogovarjali o današnjem. Sploh nismo vedeli, jaz nisem vedel, da bo treba kaj povedati. Ampak to, kar je on povedal, v celoti kupim, bi rekli, kupim, videno kupim. Danes pa pri tisto, kar pa se mi zdi, da je naloga seniorske organizacije, pa je tisto, kar sem danes slišal pri Božji besedi. Če vaša pravičnost ne bo večja kot pravičnost pismouku in farizejev, to je ključno vprašanje krščanske demokracije. In ko je Federico povedal, kako izgleda prekladanje celodnevno kozarca iz ene na drugo stran, kar je zelo pogost občutek vseh, ki delamo za politiko, je vendar izhod tudi iz tega. Mati Terezija je rekla, vse, kar sem naredila, je kaplja v morje, ampak morje je iz kaplja. In mislim, da je treba to preprostost in iskanje tistega najglobljega razloga na osebni ravni poglobiti. To je edina pot, da bomo krščanski demokrati postali atraktivni, da bomo zanimivi, kajti, tako kot je Srečko Kosovel več kot 100 let nazaj, 24 let star zapisal, živimo čas velikih vprašanj in bednih odgovorov. In če je kaj bolj res kot to, in zdaj si predstavljate 100 let nazaj, 24 let fant, slovenski, ki je morat. In jaz mislim, da edino, in tega sem vesel, v takem okolju je tako, kot bi po ravnem hodu, ko greš v hribe, pa je en cajt ravno, pa si vesel, lahko nekaj poveš, je samo še ta želja, kar bi rad iskreno sebi najprej dopovedal in sebe najprej prepričal, da je vredno za domovino se truditi. Da smo tisti narodi, ki imajo posamezniki, ki so pripravljeni nekaj žrtvovati, ki so pripravljeni nekaj narediti za drugega, imajo v bistvu tudi državo, ki je zgled. Mi imamo to popačeno, genetsko spremenjeno sliko, da je od države treba samo nekaj vzeti, pa hitro pobegniti v svoj pot. To so naredili tovariši in nikoli se niso upravičili. To pravi, ker to vemo, je ob dejstvu, da se tako lep skup v Domžalah kot pod zastavo Nove Slovenije zbere, vam iskreno želim Božjega blagoslova. Pustite besede naj letijo, kajti vsak od nas se mora zavedati, ni dolgo tega, 2 meseca nazaj sem prebral, kar je osebno me strašno zadelo. Lev Nikolajevič Tolstoj, ki je napisal Zdajenje, je zapisal, da je človekovo življenje kot ulomek. V števcu, gore, je številka, ki predstavlja tisto, kar on res je. V imenovalcu spodaj pa je številka, ki govori o tem, kaj on misli, da je. In večja kot je številka spodaj, manjša je skupna vrednost. Tako da treba je to, ali to bi rekel, to je človek, ki je ekstraordinarno. In to, bi rekel, to nisem hotel kot šalo povedati, ampak kot v bistvu tisto najglobljo resnico. Da ne bomo sebe precenjevali, kajti Bog je tisti, ki je vedno obljubljal. Naše je, da roke, če so utrujene, drugemu povamo gor držati. Eno figo bomo mi naredili v tisti, ki je obljubil, da bo Nova Slovenija, da bo. In mi moramo delati, da bo jutri. Tem je v bistvu velika odgovornost krščanskih demokratov danes, da živimo tako, kot da se bo jutri zgodil čudež, nekaj najlepšega. A tudi, če se ne bo zgodil, se bo zgodilo nekaj najlepšega, kajti jutri bomo zvedeli, kakšna je resnica za jutri. Hvala vam vsem, ki se trudite in ste tem v pomoč tudi vsem, ki tako, to je delo, duhovniško delo. Sediš in nagovarjaš in tako kot Federico ni deleč od resnice, predstavljaš levo, desno in rabiš gorivo
sicer svetilko lahko ugasne. Hvala vam. Zdaj bi, če ima kdo kakšno vprašanje, še recimo tukaj, smo zdaj slišali predsednika seniorjev, predsednika Mlade Slovenije, pa Maša Karin-Gardilo, našo predsednico. Če ima kdo kakšno vprašanje, zdaj lahko še vpraša. Kvadrat se pa počas bližamo zadnji točki. Ali se strinjate s predsednikom? Potem bi pevci so nam malo šli, nekaj so dali do pol 10, ne bojo, ampak so šli malo prej v red. Hvala jim, ker so lepo zapeli. Zdaj imamo 9. točko, načrti za prihodnost. Jih bo predstavil, kako se o tem pogovarjal na odboru in tako zdaj bo predstavil dozdajšnji predsednik Peregrin Stignar. Ja. Bom skušal biti kratek, hvala za besedo. Načrti za prihodno leto pred naslednjim zborom članstva, čeprav so nekateri že začeti projekti, bomo samo nadaljevali in bo bodoče predsedstvo gotovo to sprejelo. Mi smo pač te stvari zbrali tukaj in vam jih bom predstavil. Še naprej aktivno sodelovanje svetniške skupine Nove Slovenije v občinskem svetu občine Domžale, redna objava člankov v Slamniku, objavljeni bomo tudi članke v drugih lokalnih časopisih, če bo to možno, ali pa elektronskih medijih, redno izdajanje internega glasila Domžalsko ogledalo, redno ažuriranje Facebook strani NSI Domžale, to bo redno Andreja nadaljevala, voščila članom NSI za rojstne dneve in obiske ob 70 in za vsako 10-letno povečanje od 80 let dalje povabimo tudi predsednico, ki mi je obljubila, če bo le mogla, da bo prišla, pa če se bo seveda dotični strinjal z obiskom. Najti prostor za namestitev večjega plakata ob izhodu iz avtoceste, dopolnjevati interno podstran našega občinskega odbora na internetni strani nsi.si, spodbujati delovanje krajevnih odborov Nove Slovenije, predsednike in delovanje v krajevnih skupnostih, kjer še teh ni, poskušati organizirati te krajevne odbore tudi v teh novih krajih, organizirati vsaj eno javno prireditev v tem letu, recimo obisk vodstva stranke, zbora za vrednote, nekaj podobnega predavanja ali kakšno drugo prireditev. Naprej bomo pridobivali še nove člane v tej akciji. Novi član je nova moč. Organizirati vsaj eno, to so že pridobivati, oziroma ne, aktivno sodelovati v aktivnostih regijskega odbora Ljubljana Vzhod in povezovanje z sosednjimi občinskimi odbori, organizacije izleta članov stranke na obisk tabora ali druge prireditve na nivoju stranke ali prijateljskega občinskega odbora NSI ali piknika. Zdaj je pred nami ta obisk tabora, tako da bo to že delno realiziran. Prihodnje leto pred letnim zborom članstva, morda 1 uro prej, bi povabili tukaj v Krono spet naše sodelavce na voliščih, ki naj bi jih ob tem priložnosti povabili v stranko. Če bo možno, bi jih tudi nagovorila predsednica, če bo le z nami prihodnje leto. Potem priprava kadrov, tudi se pravi predsednika občinskega odbora za naprej in kandidatura za župana in poslanca. Toliko bi bilo to. Če pa še kaj, pa z veseljem povejte, pa bomo vključili. Ste slišali nekaj točk, kaj
nas čaka prihodnje leto. Vsega, če se bodo slučajno še volitve pojavile, bomo pač takrat tudi to dali v plan, kakšen referendum. Če ni nobenih pripomb, dodatnih idej, bi predlagal, da sprejmemo ta plan za leto 2016-2017. Kdo je za? Hvala lepa, kdo proti? Soglasno sprejeto. Zdaj bi šli pa še na zadnjo točko, to je razno. Zdaj pod razno bi par stvari samo povedal. Prva stvar je tabor Nove Slovenije, ki bo to nedeljo v Vojniku. Vsi ste bili to že obveščeni, najprej, se pravi, tudi že preko domžalskega ogledala. Nekateri ste se že prijavili, tako da avtobuse s Kamničani kar polni. Če bi kdo želel se še prijaviti, pa se še ni, se to lahko danes, zdaj zvečer, ko bo to zaključilo, se pri predsedniku ali pri meni javi, pa da bomo pisali. Plan je pa približno tak, imamo že odhod avtobusa iz Domžalov, se pravi, avtobusna postala Domžale Predvele, 28 in potem pobira preseri pri Radomljah, prej še Rodico, preseri pri Radomljah, Šmarca, Bakovnik, Kamnik, Vrpolje in Šmartno v Tuhinju in potem gremo k Maši ob 10:15 v Frankolovo, se pravi, bomo imeli Mašo v Frankolovem, kjer je župnik, znani župnik Branko Cestnik. To je ena stvar. Tukaj to bo tudi če se sledite malo, kaj se dogaja v Novi Sloveniji, tudi tukaj zdaj krščanski demokrati ste vsi dobili, se pravi, veste, da se že dogajajo razni dogodki o 25-letnici osamosvojitve in tukaj bo tudi osrednja proslava Nove Slovenije. Govorniki bodo trije. Naša predsednica Ljudmila Novak, seveda, potem predsednik prve demokratične vlade, Lojze Peterle, in pa starosta, lahko rekel, demokracije, krščanske demokracije v Sloveniji, Ivan Oman. To je ena stvar. Potem druga stvar, članarina. Tudi za članarino ste s krščanskim demokratom prejšnjim dobili položnice. Letos je članarina se je malo dvignila, tako je pač svet sprejel 20 evrov. Kdo je pač plačal s položnico v redu, kdo ni plačal, lahko tudi danes pri Andreji to poravna. Potem še to, kar je predsednica rekla, ta del Moravč ima to vsako leto, letos bo še posebej, da se pravi kresovanje na Limberski gori, Sveto Mašo, to je 23. junija, ob 8. Sveta Maša, potem kratek kulturni program in kresovanje. To ste pa tudi že slišali, da imamo mi pravzaprav kar 2 uri na teden pisarno odprto za vse. Enkrat je to v nedeljah zjutraj od 9 do 10, ko je poslanska pisarna naše poslanke Ljudmile Novak, in pa vsako sredo od 5 do 6, ko je pač pisarna odprta za naše člane. To lahko izkoristite, če gre čez Domžale, pa se malo po Andreju oglasiti, da ne bo dolg čas. In pa še mogoče pod članstvo, ta akcija teče naprej, tako da povabite tiste, za katere mislite, da bi mogoče se odločili, pa prišli v Novo Slovenijo. Tako, imam mogoče še kdo kakšno stvar po točko razno? Če ne, samo besedo. Janez Koze, prosim. Nismo prav razpoloženi za kakšne komentarje, vprašanja, kogarkoli, ampak vse se mi zdi v tem trenutku posebej zahvaliti našima gostoma, ki sta imela izčrpna govor, gospod Potočnik in gospod Jurkovič, seveda tudi Ljudmili zadnje besede. Se mi zdi sploh, da je gospod Potočnik nekako na glas prebral moje misli. Kriza kadrov, kriza voditeljev na desnici je očitna in to je prava smer. Če bomo to smer šli, se prepričali, da zmagamo.
imamo ta pravo, ne bom rekel ideologijo, ki se ima bolj tako vrteče sliš, ampak pravo usmeritev, pravo krščansko smer. In tega nihče ne more vzeti. Dejansko je ta CRD sistem predplavil zdaj to zadevo in ljudje, ki so presegali nanj, so malo zbegani in zdaj bo tisti naš trenutek prišel samo še s pravimi voditeljni, ki so naši poslanci vsekakor so voditeljni in sem prepričan. Tako da bi se še enkrat zahvalil za ta lep nagovor, za te spodbudne atmosfere, sem prepričan, s takim podmladkom imamo bodočnost. Hvala. Še kakšna? Še kdo povedal podrazno? V redu, če ne, zaključujem današnji zbor članstva. Vsem se lepo zahvaljujem za udeležbo, kljub grozečemu vremenu in v katerih predelih hude nevihte, v Kamniku je bila zelo podoba je in tudi druge, se pravi, so se udeležili in kar v lepem številu. Jasno pa je, da to, da vedno ima pa tudi dolg kakšne zadržke, take drugačne in če bi prišli recimo tako, tisti, ki so polkrat, mislim, če kolektivno bi danes bilo tukaj sigurno njih 50. Ampak tudi moram reči, kot je prej rekel Bogdan, da nas je kar to kar veliko. Malo je takih zborov, kjer bi recimo sedeli poleg 35-40 ljudi. Tako da to res smo veseli ponosni na naše članstvo in naše somišljenike. Tako, s tem bi zaključil ta uradni del zbora. Zdaj pa prosim, da ne odhiteti kam, ampak počakajte, ker zdaj bomo pa še malo zakuska, pa malo, da se še poklepetamo, pa še kakšno besedo rečemo. Hvala lepa. Zdaj, kako bo